Danes smo obiskali mojstra Andreja iz okolice Žužemberka, ki vam bo pokazal, kako dela svoje ruske vile premium. Andrej, kaj imamo tukaj? Tukaj imamo pohodni del, ki se sestavlja iz večjih kosov, iz cevi, pločevine in iz tega kosa, ki je lasersko natančno razrezan zaradi same kvalitete izdelka. In kateri del mora biti tukaj najbolj natančen, precizen? Tukaj je natančnost mora biti pri varjenju, da izdelek zdrži močne obremenitve. No, če pogledamo naprej, tukaj je pa ta vitalni del ruskih vil. To so spodnje drobilne vilice, ki pravzaprav rahljajo zemljo. Iz kakšnih materialov so, kako to sestaviš, narediš? To je sestavljeno iz močnejšega jekla, da se ne krivi in ne lomi. To je isto lasersko natančno razrezano zaradi same kvalitete izdelka. Ta del je za cev, za štil, sestavljen še tukaj iz repčka, da se privijači gor na sam kos tega pohodnega dela. Andrej, tvoje ruske vile premium so lepe in robustne. Kako dosežeš to? Dosežem s tem, da so kvalitetni materiali, izdelava je ročna in varjenje je ročno in izdelek je prašno lakiran za dolgo življenjsko dobo. Se pravi, tukaj je kar nekaj dela, kar veliko elementov. Seveda pa vidimo tukaj še en pomemben tretji del, to so zgornje drobilne vilice. Te drobijo zemljo v drobno grudičasto strukturo in pravzaprav kako pa to sestaviš? Ta del je isto sestavljen iz močnejših konstrukcijskih materialov, ki so isto zrezani in skrivljeni v moji delavnici in prevarjeni na tale del spodnji. Se pravi, vse skupaj se zelo enostavno sestavi. Imamo pravzaprav 3 vijake, 1, 2 in pa 3 sestavimo, se pravi pohodni del, spodnji rahljalni del in pa zgornje drobilne vilice. To vse skupaj prejme stranka v škatli. Če prav razumem, tukaj imamo tudi en primer, kako pravzaprav Andrej pošlje ruske vile lahko tudi na vaš dom. Tukaj je držalo in pa vsi 3 kosi, ki jih stranka zelo enostavno sestavi. Seveda pa tvoje orodje je dostopno tudi v trgovinah, če se ne motim. Ja, dostopno je v slovenskih trgovinah Bauhaus, Živex in manjših vrtičkarskih trgovinah. Tudi v nekaterih kmetijskih zadrugah, tudi v Bauhausu na Hrvaškem jih najdemo. Kako pa je s tujino? Kje največkrat najdejo lahko kupci tvoje ruske vile? Ja, izdelke pošiljamo tudi preko spleta v bližnje države, se pravi po Sloveniji, Hrvaški, Avstriji, Nemčiji in Franciji in okoliških evropskih državah, mislim, v Evropski uniji. Se pravi, vsi sosedje že poznajo tvoje orodje. Komu pa pravzaprav so namenjene ruske vile? Namenjene so vrtičkarjem in vsi, ki imajo veselje do dela na vrtu. No, moja izkušnja pa tudi povratno v strank je, da z njimi zelo delajo prav tudi starejši vrtnarji in ženske, se pravi tisti, ki želijo podaljšati svojo vrtnarsko sezono, kajti orodja ni treba dvigati, ga samo vlečemo po tleh. To nam omogočajo te rahljalne vilice, ki so rahlo zakrivljene. Če pa delamo z drugo tehniko dela, pa delamo samo z eno roko, pa se lahko kar same sprehajajo po zemlji naprej. Andrej, res hvala za tvojo razlago o temu, koliko dela in truda je vloženo v te vile. Orodje je vrhunske kakovosti, Andrej pa je zagotovo mojster, ki je mojster svojega poklica in zato ga tudi podpiramo s takimi vsebinami in želimo vam, da orodje dela tudi pri vas še vrsto let.